Naslednja vrsti je Alenka Korinak, arhitektka in soustanoviteljica kulturnega društva Prostorož, to je ime, pa kaj delate, in tudi del skupine arhitektov združene pod imenom Kombinat. Za kulturno društvo Prostorož sestavlja skupina 6 arhitektov, ki raziskuje in preverja in odpira možnosti uporabe javnega prostora za potrebe ljudi v mestu. In jaz bi, da ne bom ponavljal, kaj je, bi dal reč čas vam, da se vi še dodate, kar se vam zdi pomembno in da date svoj prispevek pri vsej tej zgodbi. Vem, da pa imate vi predstavitev. Ampak ste dobro rekli, gospod Vladimir, iz zelo širokega, malo bolj krog, pa da vidimo, kako bomo pripeljali skozi tole zasedbo. Tako, lepo pozdravljam. Zdaj pa da vidimo, da se to s tem prebije. Ne, s tem sem prej rekli, sem je treba prižgati, ne? Tako, žal nisem bil prej zraven, ko se je določalo, mislim, da bo Dinko rešil. Kam smo dali? Ne, tu ste rekli. Ne, to ne treba tole. Takole, fotosnaj z odmor. Lahko damo keyboard tukaj. Jo že vredno. Bomo rabili. Aha, vi imate kar PDF, ne? Dobro, koliko ste? A ja, se bo tudi pustil. Ja, tu boste pa takle, kar bomo podpeljali s tem. Da vidim, če še lahko naredimo nekaj, da bo čez cel ekran, bo še lepše. Dinko, ste kaj trenirali? Ja. Ta pa je potem? Cel ekran. To pa, mislim, da bo takle. Je to, ne? Ja. Ok. Potem boste pa takle, samo z poleščkom pa bo. Ja, lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Ja, jaz gremo tukaj na takole majčken, na takole majhno merilo na mikro intervencije v mestu in na to, kako te vplivajo na nas same, ki v mestih živimo. Torej, jaz sem Alenka Korinak in sem arhitektka in v bistvu delujem v okviru društva ali pa skupine Prostorož že 15 let in bom mogoče najprej malo povedala. In jaz sem dala v naslov arhitektura kot gradnik miru, ker se mi zdi, da pač tudi takoj, ko smo začeli, veliko ljudi ni razumeli, kaj sploh bi mi želeli s tem, kar počnemo povedati. Čez projekte, ko smo jih delali, smo se tudi same učile in vse bolj in bolj smo začeli zagovarjati ta koncept, da smo arhitektke, ker so nas dostikrat na tem področju recimo nekega urbanizma, načrtovanja mest vedno nekako, bi lahko rekla, tudi slabšalno rekli, vi ene umetniške projekte delate, to pač ne vpliva na ljudi in zato sem rekla, ne, pač arhitektura, delam arhitekturo in sem arhitekt in bom pokazala na kakšen način, mogoče ne isti kot pa pač neka uradna arhitektura. Zdaj pa to, da se moram pa še malo učiti. Kaj z kolutkom tistim? Okay. To je nekako Prostorož ekipa od leta, pa jo je še več, pa jo lahko tudi manj, od leta 2004, nekako v ožjem jedru smo 3 arhitektke pa ena komunikologinja, pol pa pač različni projekti se nam, različni ljudje pridružujejo, lahko rečem, da polovica projektov delamo prek javnih razpisov, nekaj imamo tudi naročil, pri katerih poskušamo nekako malo prišparati, pa to vložiti v neke aktivistične projekte ali pa v nekaj, kar v bistvu se nam samim zdi, da moramo početi, pa zato ni nekako nekih financ ali pa kakorkoli. In mogoče, če se ostavim pri tem, kako mi vidimo mesto ali pa kako mi vidimo neka urbana okolja, vidimo jih ne samo kot fizična struktura, vidimo jih tudi kot neko življenje v njem. In če grem mogoče kar bolj hitro čez tole je, vsi ČŽŠ-ji so tudi šli, ampak se bomo razumeli. Pač, ko gledamo neko fizično strukturo ali pa kako so nas na faksu učili, na fizično jo lahko načrtujemo, lahko jo oblikujemo. Če gledamo življenje v mestu in kaj arhitekt na to temo lahko počne, lahko tudi govori, lahko tudi komentira, lahko se preizprašuje, lahko organizira dogodke, lahko
nastopa, lahko sadi, pač z vsem tem istim lahko, to so tudi orodja, s katerimi načrtujemo mesto. Tako da pač v teh, 12-13 letih smo izvedli nekih 70 različnih projektov in vsi ti pač zelo raznolika paleta orodij, s katerimi smo delali. Mogoče bi, spet se ne da nekako, ne vem, za kakšno recimo predavanje ali pa predstavitve poskušamo se nekako nazaj razmisliti, kako pa bi te projekte lahko videli kot kaj. Eni projekti so čisto začasne intervencije v mestu. Potem so neki projekti taktičnega urbanizma, pa bom šla od enega do drugega malo razločiti, potem urbana prenova, potem pa tudi aktivnosti, kjer mi se povezovanja podobno mislečih ali podobno delujočih in grajenja nekega znanja na tem področju. Pač to so neki, mogoče tega najraje pokažem, to je nek naš prvi projekt, tako na 3 punce iz arhitekture, ki se nam je zdelo, da to, kar nas na faksu učijo, da to ni to, kar mi po mestih hodimo, mi gledamo druge stvari, nas vozijo pa rečejo, tale detalj tega balkona je pa izjemen. Ja, ampak kaj sem se pa zapomnila, ko sem prišla z tistega mesta von, svetlobo, ljudi na ulicah, neko življenje in kdo je pa tisti, ki to ustvarja ali pa kako pa se to ustvarja in s temi vprašanji smo rekli, dajmo probati kar same to razmišljati čez neke projekte. Dajmo se probati naučiti čez to, da delujemo in pač to je pač lahko tudi nekdo imenoval umetniški projekti, mi smo skozi govorili, ne, mi odpiramo pač ali pa umetniški projekti, kakorkoli pač, da se ne spuščamo v to debato, ampak odpirati neke prostore v mestu, ki niso v zavesti ljudi, pač tlele s tem, da smo neke pač neumnosti postavili ali jabolka ali ribe na ribjo ulico, ampak s tem smo pač odprli te prostore, s tem smo pokazali en drug pogled na te prostore. Pol pa smo pač s takimi mini festivalčki za 14 dni nadaljevali, mogoče moram tukaj tudi omeniti, smo se začeli tudi učiti komunikacije s prebivalci, participacije, kakor se zdaj moderno govori, pa vključevanja prebivalcev. Učili smo se pogovarjati z ljudmi, ki jih v bistvu določena stvar naslavlja, ali so to mimoidoči, ali so to stanovalci, ki so tam doma, pa jih je sram, da bi mogoče njihov atrij odprli, ki ima 5 pralnih strojev noter na dvorišču, ali pa so to tudi mestne oblasti ali pa načrtovalci, recimo. In pač take projekte mi delamo še zdaj skozi. Recimo tole je, ni da smo potem, smo zrasli tudi ali pa se začeli bolj dolgoročno ukvarjati z razvojem mesta ali pa s tem, ampak recimo 3 leta nazaj ploščad Sem, povabljeni smo bili na trienale sodobne umetnosti, tle gledamo, tle na dvorišču med muzeji je nek vodnjak, ki nikoli ni imel sploh vode noter. In tle je bil pa naš projekt, v bistvu lahko tudi rečem taktike, kako prepričati, ne vem, mesto, kako se meniti z Ministrstvom za kulturo, da je pač to nek prostor, ki bi, ne vem, mogoče ob nekih minimalnih vložkih lahko čisto drugače zaživel in imel čisto neko drugo podobo, kot jo imel takrat. In pač trik, ne vem, mestu smo rekli, da če bo voda, bo to zmanjšanje nekega učinka podnebnega, tam smo rekli, da mi bomo pač šel kot umetniško inštalacijo tle postavili, rezultat je bil, da se je nekako mesto in ministrstvo so se zmenila, 1 leto, potem so popravili ta vodnjak, 1 leto smo tle se sposodili iz morja tele optimiste, pa jih sem postavili, v resnici postali pa pač super igrišče za otroke, ki so se kopali čez poletje tle noter. Pa pač čisto eno drugo življenje se je začelo okrog tega ustvarjati. Pustimo zdaj, da je čez 3 leta spet ta vodnjak spustil, pa je pač spet kakšen napor potreben, ampak to je bila pač neka spet mini intervencija v zadnjem času. Zdaj pa taktični projekti, mogoče je bil tudi ta en izmed taktičnih projektov. O taktičnem urbanizmu se trenutno zelo veliko govori. In lahko rečem, da je neka podoba taktičnega urbanizma v New Yorku, če čisto poenostavim, zapremo, mesto se odloči zaprimo Times Square, pol se pa arhitektom ali pa oblikovalcem ali pa nekim skupinam naroči, dajte preveriti, če date, ne vem, stole, kaj bo, če date gledališče, kaj se bo zgodilo, kateri uporabniki bodo prišli, preizkusimo različne taktike. Mi kot, ne vem, te taktike
v Sloveniji ali pa na tem merilu, kjer delujemo, moramo razširiti. Moramo razširiti tudi na to, če najdemo v Savskem naselju eno igrišče, ki je pač ga ne vzdržuje nihče, a ne, je taktika tudi, kako v bistvu se pogovarjati z mestom, da je to pač nek ključen prostor, kjer se bodo prebivalci tistega naselja lahko družili, kako najti sredstva za to, da se bo s tem prostorom lahko kaj naredili, do tega, na kakšen način to narediti. Tako da pač, kot sem govorila, govoriti, pa vse to so tudi orodja potem, ki jih tlele, ne samo prostor. Zdaj tako, mogoče ne bi šla tlele v podrobnosti, recimo lahko čisto na hitro pokažem Čufarjeva ulica, je mogoče malo razumljiv proces. To je 2000 otrok gre po tej ulici, vemo, da imamo 2 osnovni šoli, gimnazijo, dijaški dom, vrtec, največji v Ljubljani. Scena zjutraj je taka, in to je pač spet tudi naša osebna izkušnja. Tudi jaz sem tle mogla 2 majhna otročka peljati vmes, pa pač ni nekako vsak dan bilo malo strah. In kaj narediti? Od tega, da smo delali otroške delavnice z otroci, do tega, da smo enkrat majice po ulici obesili, do nekih pač čist povezovanja s prebivalci, povezovanja s temi inštitucijami. Na koncu, seveda, ker pač nekako mesto tega ni prepoznalo, kot da bi bilo vredno tiste 3 količke postaviti, do te zjalaste barve, ki je 2 leti recimo še zdržala. Ampak prav čez to, da smo pripeljali otroke, da smo rekli, ok, z delavnicami izboljšujemo ta prostor, smo potem nekako prepričali tudi mesto, da je postavilo te 3 količke, jih je mogoče 10, za prvo polovico ceste za promet, danes je barva zbledela, pohištva ni več. Otroci pa imajo možnost priti v šolo, vrtec, karkoli, pa starši imajo možnost peljati otroke peš v vrtec, ker je ta del ulice zdaj zaprt. Zdaj potem, ker smo opazili tudi dostikrat, da ko naredimo neke te inštalacije, da ni nekega dolgoročnega napredka ali pa da je pač se je smatrali mogoče kot super, fino, a pridete še k nam malo okrasiti, smo rekli, ne, dajmo mogoče malo. Že smo se odločili, da bomo same dalj časa delovali na enem prostoru in poskušali čez to pokazati, pač te mini intervencije lahko naredijo, mogoče, da si en prostor malo na drug način predstavljaš takrat za tisti teden ali pa za 2 tedna ali pa takrat tudi veliko pobud nastane, potem pa pač to malo zamre in nam se je zdelo potrebno pri tem vztrajati, nadaljevati in tako smo recimo 4 leta bili zelo aktivni v 4. tabor in pa potem tudi naslednja, mogoče 4 leta, malo se je tudi prepletali v Savskem naselju v Ljubljani. Mi te naše aktivnosti imenujemo urbana prenova ali pa urbana regeneracija, revitalizacija. Iz tujine se te besede v Angliji so rušili stolpnice in je bila to urbana prenova, pri nas vemo, da tega ni in zato čisto z lahkoto ta izraz uporabljamo, ker vemo, da to se ne bo zgodilo in je urbana prenova v bistvu vključevanje prebivalcev, pogovori s prebivalci, mikrointervencije s ciljem izboljšati kvaliteto življenja. Tako nekako to vidimo. Zdaj pa a sem jaz že kje bliz 10 minut? Sem tako, da vem, koliko se... Ste na 10 minutah, ampak si še... Ok. V Savskem naselju pač... Še gotovo 4-5 minut. No, bom manj. Ali pa 4. Začeli smo se pač prva stvar, ki smo prišli v Savsko naselje, dobivati s prebivalci, ob maketi se pogovarjati o njihovih težavah, o njihovih idejah, nekih pobudah. Na koncu iz tega v 4 letih razvijemo več različnih projektov. Ena je ustanovitev skupnostnega prostora v naselju, kot je pač nekoč že bil, pa nekako čez vse te pravilnike ni več deloval tako, kot bi mogel. Do potem tudi knjižnice reči, kjer si prebivalci lahko sposojajo vse sam knjigne, ker knjige so čez cesto, tako da orodje, športna oprema, za članstvo pomeni plačaš 20 €, oddelaš 20 prostovoljnih ur ali pač podariš nek predmet, ki je na listi želja, recimo, ali je to nek sesalc ali bor mašine, zdaj smo že pa bolj ta hudih predmetih, enostavne že imamo, no, s tem se lahko včlaneš in potem koristiš v bistvu vse te predmete
brezplačno. Potem tudi do neke, to, kar sem prej rekla, te taktike, tole igrišče, prenova otroškega in športnega igrišča v soseski, kjer mesto smatra, da mesto Ljubljana, kot veste, gradi izjemna otroška igrišča. 4 imamo tako na nekem svetovnem merilu, samo ona so tako, a ne, in ni več tisti prostori, ki so pa pred hišo, tisti, ki bi, ne vem, mulco rečeš, pojdi ven pa se druž, ti prostori pa izginjajo, jih ni več, so zanemarjeni ali pa izgledajo tako, kot so izgledali, ko so bili ti starši otroci in pol se staršem zdi, kaj je to bedno nekaj in ne pustijo svojih otrok ven in s kakšnimi prijemi, kako spodbujati to vsakodnevno bivanje zunaj, če tako to rečem. Ne pomeni, ne delamo igrišč ali pa ne ustvarjamo lepih javnih prostorov za preživljanje prostega časa, ker ne vem, jaz recimo ga skoraj nimam, ampak mi pa poveča kvaliteto življenja to, da v bistvu v svoje vsakodnevne opravke lahko opravim peš, da grem mimo nekega parka, kaj fajn, pa tam otroke za pol ure pustim, ne pa da si moram vse splanirati, da jih bom za 2 ure v najlepši športni park peljala. Tako da to je bila spet tle, zato se nam je tudi zdelo, da to ni igrišče, ki bi moglo biti eno najlepših, rab pa malo nekega pimpa ali pa ne vem, rab v bistvu veliko dela z otroci, da iz šole, da jih sem pripelješ, da sploh spet vidijo, da ta prostor obstaja, da z njimi potem se pogovoriš, kaj so tiste stvari, ki bi njih zanimale, da bi tukaj bile in iz tega potem spet iščeš ali sponzorje ali neka finančna sredstva, da to narediš, ampak sploh ne za velik denarja in ampak samo z več učinka. No. Tako da mogoče zdaj en lušten projekt, ki smo ga zdaj v Idriji delali, trajnostna urbana regeneracija, kjer smo spet se za v bistvu obdobje enega leta tam dogovorili, da bomo en predel Brusovš, mesto nima še nobenih planov, mi smo se začeli s prebivalci dobivati z vodji ustanov, do tega, da smo neko iz starih šolskih stolov, neko testno opremo izdelali na mestu tam s prebivalci, jo testirali in mestu hkrati pa tudi ponudili neke načrte, kako dolgoročno lahko zdaj nadaljujejo regeneracijo tukaj in pa bistveno pač mesto in prebivalci so se zelo na en fajn način začeli zdaj pogovarjati, vzpostavili dialog, kar je pač župan ocenil kot neka največja prednost tega projekta, zaradi tega, ker samo če bojo skupaj sodelovali, bo pa lahko to tudi pametno mesto, pa bo lahko tudi neke tehnologije uvajali, ampak brez tega, da bi se pa pogovarjali, pa rekel, pa nič ne gre. No, tako da tle je bil nekako to cilj, je bil pa seveda tudi cilj, da so upokojenci lahko zdaj, ker smo postavili eno linijo teh klopi, lahko te svoje vsakodnevne poti malo podaljšali, ker so se lahko na poti tudi spočili, prej ni bilo klopi. In do nekih, ne vem, zametkov, novih trgov, kjer se je izkazalo, da ta prostor pa je tisti, kjer bi mesto lahko zdaj načrtovalo neko standardno opremo, zato ker se je prijel, ljudje sedijo tam, ne vem, do nekih, ki sploh na slik nimam, no, ali pa tale mi bi všeč. Mi naredimo klop temu upokojencu vsi, da bi si ga želeli, pa se gospa lepo zraven usede, ker je bila prelepa in rekla, da je navajena tle sedeti. Tako da, in to nas tako res veseli, no, vse te napake, vse to, kar se zmotimo, nas pač veseli, ker se za pocen zmotimo, no, ker pač. Ja. Ja, tako da, ne vem, mogoče sem prehitro šla, projekti so, lahko bi v njih še dalj govorila, ampak zaenkrat bi se vas zahvalila, pa se veselim tudi vprašanj, pa dialoga naprej. No. Hvala. Ali na tem mestu eno vprašanje, ali pa gremo kar naprej. Zanima me samo, kakšen je odziv pa motivacija, recimo, mestnih oblasti in ljudi na takšno spreminjanje. Ali so ponovati navdušeni, ali sprejemajo to pasivno, ali so celo ste zaznali pri ljudeh ideje ali pa želje, da bi imeli nekaj, kar bi radi tako v smeri spreminjali. Zdaj, do mestnih oblasti ali do ljudi? Tudi na splošno oboje. Mestne oblasti je zelo različen. Manjša mesta se tudi imamo finančnih sredstev, pa imamo zdaj trenutno v Sloveniji nekaj 6 takih županov, ki v bistvu to prepoznavajo kot
pravi način in to, kar smo delali v Idriji, smo šli z roko v roki z občino in moram reči, da je bilo to edina pravilna pot, zato ker smo pač bili lahko odkriti, mesto odkrito in potem lahko tudi res delaš s prebivalci na en odkrit način. Lahko pa rečem, recimo Ljubljana je pa velika, ima, ne vem, 30 sosesk, nima samo ene in občinska uprava ima ne vem koliko oddelkov, a ne, in že ta komunikacija med njimi je težavna, tako da pri Ljubljani moram reči, smo pa par tabor v Savskem cilju delali pa kar sami, kar v bistvu ni čist prav, ker v bistvu, ko smo začeli prebivalce spraševati, niso točno vedeli, pa smo se pa tudi naučili, pa začeli prav komunicirati, a smo zdaj mi od mesta, mi lahko nekaj spremenimo, ali ne moramo, kaj lahko, kakšen je domet, ki ga lahko skupaj z njimi naredimo, kaj pa ne, a ne. Tako da to smo pa potem v Savskem cilju recimo malo popravili, ker je par tabor bilo malo tako in je to tudi tako lahko na drugi strani rečem, ja, tudi za prebivalce ni dobro, če v bistvu ti ne greš z roko v roki ali pa če pravilno ne komuniciraš, kaj je tvoj domet. Ampak ta župan idrijski je izjemen. Ja. Ko se piše, tega bi dala za ministra, kakšne. A v Kramnik ste šli? Predvolilni mal. Tako.